Živjo, sem Gaja Prestor in danes bom odgovarjala na 24 vprašanj, ki mi jih je postavila ekipa Džungle. Pa kar začnimo. Zelo težko vprašanje, ker se lahko bi rekla, da se ujemamo res na ful velikih področjih, ampak najbolj bi lahko rekla pri nekem ustvarjanju umetnosti, pri poslušanju iste muzike, pri kuhanju, pri razmišljanju. Mislim, da imamo res tako podoben mindset in to je v bistvu najbolj pomemben, kar sem v bistvu iskala pri fantu. V bistvu s prijateljica imamo eno tako navado, da gremo ful rade v Tivoli in imamo te neke obroče za plesati in neke take žogice in v bistvu plešemo, poslušamo muziko, radi tukaj skupaj skuhamo, ful je enih aktivnosti. Pa zelo radi tudi v bistvu delamo zdaj en tak projektič, ker še ne smem izdati točno, zakaj se gre, ampak res smo vsi taki umetniki po duši in res nikoli nam ni dolg čas. Nikoli. Vedno, ko sem jezna, se začnem jokati. V bistvu vsi, ko me dobro poznajo, vejo, da se jaz ne znam kregati, zaradi tega, ker se res vedno začnem jokati in sem tako, jaz se nočem kregati. Tako da ne, nisem agresivna. Jag? Nikoli. Sem ga pa včasih, ko sem bila bolj majhna. Ja, na letalu, ko sem šla iz Tajske, da bova srečno pristala, ker je bila ful huda turbulenca, pa še nisva vedela, bova sploh lahko prišla v Slovenijo, ker so zapirali meje med korono in to je bila res ena taka situacija, ko sem dejansko molila, pa skoraj nikoli ne molim. Zelo dobro, zdaj res ga lahko pohvalim, da je res zelo dober in uspešen. Sploh zdaj med korono se mi je odprla še ena dodatna, kako bi rekla, ustvarjalna žilica in res cele dneve je v studiu, katerega mava in res podpiram ga iz srca. In res tudi sama verjamem v brand in upam, da se bo letos odprla še mnoga druga vrata. Ja, tako je. V bistvu cela pesem, ki sem jo na Emi predstavila, nosi neko mojo osebno zgodbo. Jaz kot najstnica, oziroma tam, ko sem bila stara 12-13, nisem bila ravno samozavestna, oziroma vedno sem tako deep down verjela vase, ampak nekako me je okolica toliko pušala v neke smeri, ki jih jaz nisem hotela početi in od nekih hate komentarjev in nekih takih res grdih sporočil, ki sem jih dobila. Takrat sem imela res slabo samopodobo in nisem ravno preveč verjela vase. Ampak potem pa sem ugotovila, da so v bistvu vse te izkušnje, ki so me najbolj prizadele oziroma so bile najtežje v mojem življenju, oblikovale v osebo, ki sem danes in v bistvu zaradi vseh slabih stvari zdaj še bolj verjamem vase. Kako bi rekla, meni je, tako pravim, vse, kar je v mejah normale, in če nekaj ti narediš zato, da si izboljšaš nek lifestyle oziroma nasploh, kako se počutiš v svoji koži, je meni to čisto ok, nobenega ne obsojam. Sama sem imela en lepotni poseg, o katerem sem tudi javno spregovorila na Instagramu. Šla sem na, ne vem kako točno se reče, v glavnem na popravilo prsi, zaradi tega, ker sem pred parimi leti izgubila skoraj 20 kilogramov in si lahko predstavljamo, kako je vse to skupaj bilo. In enostavno nimam nobenih implantantov oziroma plastike, česarkoli, ampak v bistvu se samo iz mojega tkiva mi omogočilo, da lahko zdaj nosim normalne majice brez rokavov, da me modrci ne žulijo in da lahko si izberem kopalke take, ko so mi pač všeč. Ja, dnevnik pišem že od 11-12 leta starosti. Glih prejšnji teden sem bila doma in sem našla eno tako veliko škatlo, v kateri imam vse te dnevnike zložene in tako so prav take ful debele knjige. Mogoče sem že prej, ko sem bila, ne vem, 10 stara se mi zdi. Zdaj ga tudi pišem, sicer ne toliko pogosto, to bi lahko mogoče malo popravila, oziroma ker mi je to zelo pomagalo, da sem nekako na papir izlivala svoje misli. Tako da evo, ste me spomnili, da grem pa danes napisati novo stran. Ne, ker me je iskreno kar malo strah. Vedno, ko sem se vozila s kakim malo boljšim avtomobilom od kakega frenda, nisem ga jaz vozila, ampak sem bila zraven, me je kratko malo stisnilo želodcu. Sicer imam ful rada adrenalin in tisti feeling mi je ful dober, ampak ko malo klopim malo logike, joj, zdaj se pa lahko kaj zgodilo.
mi pa ni več tako všeč. Tako da lahko bi rekla, da tako glih malo na 50-50 sem s tem. Ja, mi je. Zaradi tega, ker se mi zdi, da imam dost temen pa nizek glas za žensko in mi je to, ne vem, mi je pač res všeč, no. Nekaj časa me je drugače motilo, ampak zdaj je okej. Zdaj sem se sprijaznila in mi je ful všeč. Mislim, slovenščino tekoče, angleščino tudi tekoče, lahko bi se še kaj izboljšala. To je pa to. Razumem malo hrvaščine, malo španščine, ven iz nadaljevank, ampak dejansko sem si dala med karanteno izziv, da se naučim francosko. Vsaj par besed ali pa stavkov, ampak mi ni glih uspelo, tako da upam, da kdaj v prihodnosti. Los Angeles. Žuželk, ali pa teme, ja. Se bojiš tega, se danes? Ja, iskreno, kadar sem sama doma, si vedno pustim vse luči v stanovanju prižgane, pa tako mečkam vrata si pustim, da mi en tako curek svetlobe gre v spalnico, da imam občutek, da nisem sama, pa da me ni strah. Trenutno poslušam album od Atos Erotike in mi je v bistvu vsi komadi so mi top, ampak Jedan vjetar mi je trenutno res top komad, ko sem ga poslušala po mojem dan že 10-krat. Večer oziroma jutro, ampak jutro tako, ko si ga jaz sama naredim. Jaz imam jutro ob 11:00 se meni jutro začne, ker rada dlje spim. Danes sem se sicer ob 6:00 zjutraj spala in moram reči, da ni bilo toliko slabo spet, ampak pol je dan ful dolg in mi je ful čuden. Moja največja moč kot fizična? To, da sem v bistvu res zelo trdna in pa samozavestna glede stvari, ko jih počnem, da trenutno mi res malo kaj mi pride do živega in da se vedno, ne glede na to, kako težko mi je v enem momentu, se vedno postavim na noge in se dobro počutim. Letos na Tajskem. Letos sem bila februarja 3 tedne s fantom na otoku Koh Phangan, upam, da se to prav izgovori. In to je bil res, čeprav je bil najbolj stresen dopust v mojem življenju zaradi cele situacije s korono, je bilo pa res čarobno in komaj čakam, da se naslednje leto ali pa pač čim prej spet vrnem tja. Hvala vam, da ste me povabili na 24 vprašanj, upam, da sem odgovarjala dobro. Tako da ja, jaz sem se imela ful dobro. Upam, da ste se imeli tudi vi. Prst tam skoraj zletel. Čau!